Kuža Zlatko. V petek zvečer, 12. septembra, sem pospravljala po kuhinji, saj sem imela namen naslednje jutro oditi v Petrovče k molitvi za nove duhovne poklice in nato še na obisk k bratu v dom starejših v Gornjem Gradu, ki ni v najboljši koži. Takrat me je iz zamišljenosti prebudila napoved svete maše z brezi na radiu Ognjišče. Pri sveti maši sem bila zjutraj v župnijski cerkvi, a vest, da je maša za bolnike z rakom, me je pritegnila, da sprejemnika nisem ugasnila. A že naslednji stavki so to spremenili. Pozdrav patra Roberta Bahčiča vsem bolnikom z rakom, posebej otrokom z rakom in njihovi prijateljici, gospe Tini Gaber in njenemu soprogu. Dovolj je bilo, da sem se sesedla, ugasnila sprejemnik in posegla po grenčici, da sem vest sploh lahko prebavila. Spomin mi je zaplaval 7 let in nekaj mesecev nazaj, ko sem ležala v bolnišnici zaradi operacije slepiča. Namesto da bi bila na upravni enoti in štela glasove volivcev, sem samevala v bolniški sobi in edina družba mi je bil televizijski sprejemnik, naravnan na Slovenija 1. Pri vsakih poročilih sem gledala Marjana Šarca, ki je držal za roko svojo mladoletno hčer in odgovarjal reporterju, da je prišel na volišče tako zgodaj zato, ker gre njegova hči k prvemu obhajilu. Res je veljal volilni molk in njegova izjava ni bila v nasprotju z njim. Pridobila pa mu je neznansko veliko število glasov starejših, ki gledajo TV tudi ob nedeljah in so začutili, da morajo na volišče, da oddajo glas za tako dobrega, vernega očeta, ki baje celo bere berila v domači cerkvi. Mislim, da po novem nič več. Tudi pri naslednjih volitvah so nekateri ubrali podobno taktiko. Pokazali so se pri blagoslovu zelenja in jedi v velikonočnem času. In volivci so zopet nasedli. Toda izrabljati bolne otroke za svojo promocijo, to pa je višek pokvarjenosti, delo hudega duha, ki jih ima v oblasti. Mar to naše slovensko ljudstvo ne bo nikoli spregledalo? Predvolilni boj se je že začel, to vemo vsi. Kristjani moramo odpuščati, nam vedno dopovedujejo. A Kristus nam je dejal, da moramo presojati znamenja časa, česar tudi v njegovem času niso znali. Naš blaženi Anton Martin Slonšek nas je spodbujal, da moramo voliti ljudi, ki delajo za dobrobit naroda. Pri nas pa trenutna oblast sprejema zakone, ki so v popolnem nasprotju s krščansko držo. Zakon o umetni oploditvi samskih žensk, zakon o pomoči pri samomoru in zakon o vrtcih, da privatne iniciative sploh ne omenjam. Predsednik te vlade pa svojo ženo prinese na brezje kužka, ki ga je blagoslovil sam sveti oče in bo varoval otroke z rakom. Absurd! Bomo sedaj molili k kužku Zlatku? Ali pa se bomo obračali na nebeško mater, da našemu narodu izprosi zdravo kmečko pamet?
Kam ploveš, Slovenija? Verjetno patri frančiškani ne morejo zavrniti nikogar, ki pride k molitvi za bolne otroke. Ali pač? Saj je bil namen obiska jasen. Bodo ljudje, slovenske ovčice, spet nasedli? Ali nam res ni več pomoči? Sama sem že v letih, za katere porečem, niso mi všeč. Zato pozivam mlajše, ki imajo že izkušnjo z vlaganjem peticij, da vložijo peticijo, da se Zlatko vrne in dobi svoje mesto v kabinetu vlade, kjer jih bo opominjal, da je življenje sveto od spočetja do naravne smrti. Če pa to ni mogoče, pa na olimpijske igre, kjer so mladi bolniki. Na njegovo mesto naj na Brezjah obesijo raje sliko mladega Karla Akutisa, ki je v svojo okolico kljub težki bolezni širil veselje in upanje. Z veseljem bom peticijo podpisala in spodbudila še koga. Tudi jaz se ji pridružujem. Bogdana Počivavšek.